Spoštovani zbrani, dober večer. December je mesec, ko Planinsko društvo Brežice in knjižnica Brežice poveževa gore in knjige ter v sodelovanju pripravljajo dogodek. Slednje uresničujemo na pobudo Ministrstva za okolje in prostor, koordinatorja izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji in Planinske zveze Slovenije. Mednarodno dogajanje s skupnim imenom Festival Vrati gore letos poteka jubilejno 10. leto, v Brežicah pa ga s dogodkom sooblikujemo 8. Domači planinci in knjižničarji smo bogato jezikovno in literarno pestrost alpskega loka širili že prvo leto festivalskega dogajanja. V letu 2015, ko je Planinsko društvo Brežice štelo 65 let, so nas na leposlovnem oddelku knjižnice povezovali črke, besede, povedi. Ivana Bartovec in Rudi Mlinar sta zbrani odstrla vsebino in svoje soavtorstvo pri romanu V senci gore. Leto kasneje smo se zborniškimi zapisi domačina Ivana Tomšeta podali visoko med oblake. Prisluhnili smo branju odlomkov iz njegove knjige Potepanja po gorah. O nadaljevanju dogajanja smo se z domačim alpinistom Bojanom Jelševarjem v živi besedi videli v skalnate strmine. Razkril nam je, zakaj in odkdaj sta si z alpinizmom na ti. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Skoraj že ponarodile besede so bile pozdrav vsem, ki so oziroma ste se našega skupnega dogodka udeležili decembra 2017. Osrednji gost večera je bil podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen. Leta 2018 smo se po najvišjih vrhovih celin odpravili z Vikijem Grošljem. Na ogled pa postavili tudi gostujočo razstavo Narava gorskega sveta včeraj, danes, jutri, ki sta jo v sodelovanju pripravila Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Planinska zveza Slovenije. Festival Vrati gore smo leta 2019 v Brežicah sooblikovali s potopisno-pohodniškim predavanjem Mance v hrib, na katerem je bil v ospredju najvišji gorski vrh v Sloveniji, Triglav. V letih 2020 in 2021 dogodkov v živo nismo gostili, a smo gore in z njimi povezano branje ter ustvarjanje kljub temu prijetno obeležili. Nagovorili smo vas s tematskimi knjižnimi razstavami in drugimi spletnimi objavami. Prav tako ste v aktualnih izdajah planinskih utrinkov lahko prebirali raznolike vsebine. Decembrsko druženje leta 2022 smo poklonili 127-letnemu planinskemu vestniku in njegovim 1300 izdanim številkam. Osrednja gosta večera sta bila Vladimir Habjan, aktualni odgovorni urednik te revije, in njegova soproga, doktorica Irena Mušič-Habjan. Minulo leto pa smo prav tu, v knjižnični dvorani, gostili večer gorskih pravljic in pripovedk z Ireno Cerer. Dogodka se je udeležilo tudi spodbudno število mladih planincev. Pa če se za hip malce vrnemo še nazaj, v leto 2015. Festival Vrati gore se je takrat začel na pobudo nemškega predsedstva Alpske konvencije. Osnovna ideja zanj je bila spodbuditi dogodke, posvečene goram in literaturi v različnih predelih Alp, in sicer na Mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo 11. decembra. Povabilo k sodelovanju smo v knjižnici Brežice takrat prijeli strani gospe Milene Jesenko. Iz videnih fotografij lahko povzamemo, da je bila njena vloga pri pripravi skupnih dogodkov vsakokrat izjemna. Sodelovala je kot režiserka, koordinatorka in moderatorka pogovorov, urednica planinskih utrinkov. Bila je in je še vedno naša desna roka, za kar smo ji iskreno hvaležni. Gospa Milena, mnogi planinci ste tudi ljubitelji branja, člani in redni obiskovalci naše in tudi drugih knjižnic. Pa vendar, kaj bo trovalo k temu, da ste projekt Branja gora že po samem začetku sprejeli za svojega, k sodelovanju pa ste takrat povabili tudi nas, knjižničarje, pa vas vabim, da se nekaj priključite. Lep dober večer vsem in Mateja, hvala za tako laskave besede. Zdaj bi jaz lahko
lahko nadaljevala v istem tonu in enake komplimente in priznanja delila Mateji, kajti čisto pošteno povedano, njena vloga je izjemna, najmanj polovica, najmanj, če ne 3/4 moje. Tudi nocoj je pripravila tak lep pregled vseh dosedanjih srečanj in hvala Mateja, res si lepo predstavila vsa dogajanja doslej in kdo vse je sodeloval na teh večerih. Kaj je potrovalo? Čisto točno se ne spomnim, ampak zagotovo je Tone našel nekje nekaj o tem. Seveda, izziv je bil takoj tu. Vsako društvo, tudi planinsko, namreč vedno išče, kaj še dati, s čim popestriti programe in tako je prišlo to povabilo k sodelovanju zelo v pravem času. Seveda, brez knjižnice, če se govori o knjigah, ne gre in imeli smo srečo, da je vaša direktorica tudi takoj zagrabila predlog, da je bila sreča tudi ta, da je direktorica imela Matejo, ki je od vsega začetka se lotila zadeve in tako je to steklo. Res je pa tudi to, da je tesna povezava med knjigami in planinami. Res je, da imamo med planinci izjemno veliko število odličnih pisateljev in odličnih knjig. Nedavno se je zaključil 40. knjižni sejem v Ljubljani in tam je imela tudi planinska založba svojo stojnico, svoj razstavni prostor in moram reči, da sem bila sama presenečena, koliko lepih knjig je išlo pri planinski založbi izpod peres slovenskih planincev. Nekaj je bilo že nocoj omenjenih, skratka, ta bera je bogata. Ob tem, ko sem razmišljala brati gore, kaj naj še beremo, nocoj bomo manj plazili po Alpah, ampak bomo potovali v druge svetove, ki so pa enako zanimivi in enako velik izziv in ko me čakam, da nas bo Andraž popeljal v afriške kraje, mi je prišlo na misel, kaj pa če bi enkrat naredili na Vrati gore večer, na katerem bi nastopali pisci utrinkov, planinskih utrinkov. Posebej letos opažam, da imamo med našimi domačimi člani planinskega društva zelo veliko dobrih piscev, ki bi imeli kaj povedati, se s čim predstaviti. Eto, dajem to kot nov izziv, morda zaenkrat v prihodnosti. Hvala za sodelovanje, vedno je s teboj prijetno in seveda tudi z modrim vodstvom planinskega društva, ki daje podporo, brez podpore vodstva. Mi je malo težji vozili. Je tako, ne? Hvala lepa. Hvala vam. Mandate, vključno do leta 2016, je Planinsko društvo Brežice vodil Tone Jesenko. Štafetna palica je bila nato leta 2017 predana Anici Hribar, aktualni predsednici društva. Vemo, da se v takih dogodkih lahko marsikaj zgodi, zamre ali pa še naprej krije in se razcveti. Na srečo je slednje obveljal za naše sodelovanje in povezovanje. Dogodki v okviru festivala Vrati gore so postali tradicionalni. Gospa Anica, kakšno vlogo pa imajo tudi sicer planinski večeri in tovrstno dogajanje v vašem vsakdanu oziroma v vašem zelo aktivnem društvu? Lepo pozdravljeni. Društvo je združba oseb, ki pa imajo določene skupne cilje. Planinsko društvo Brežice šteje 450 članov, skupno pa nam je ljubezen do planin, gibanja in narave. To izražamo različno. Eni so bolj tekmovalni, drugi se lotevajo težje dostopnih vrhov ali usvajajo po zahtevnejših različicah,
tretje osrečujejo že obiski nižjih vičev, četrte spoznavanje naravnih znamenitosti in posebnosti, imamo pa tudi člane s posebnimi talenti, ki jih v okviru bolj ali manj zahtevnih planinskih podvigov izrazijo bodisi z odlično fotografijo ali pripovedjo. Poslanstvo društva je, da omogoča članom na eni strani udejaniti njihove želje, na drugi strani pa tudi izvabiti posebne sposobnosti. Na določenem področju imamo društvo kaj pokazati le, dokler imamo posameznike, ki imajo potrebna znanja, izkušnje, hkrati pa zmorejo vse to tudi deliti z drugimi. Tako nastajajo v društvu različni dogodki ali izdelki, poleg tistih elementarnih, kot so organizacija pohodov in tur, ki obogatijo vsebino našega programa. Če ne bi bilo Monike, ne bi imeli planinskih večerov. Če ne bi bilo Milene, ne bi bili več desetletij deležni odličnih planinskih utrinkov in prireditve Brati gore. Če ne bi imeli odličnih fotografov, spletna stran društva ne bi bila tako živa. Če ne bi imeli odličnih piscev in pripovedovalcev, Monika in Milena ne bi imeli česa organizirati. Ker imamo v društvu tudi člane s posebnimi darovi in hkrati pogumom, da to pokažejo, lahko prireditev, kot je današnja, izpeljemo z gosti iz lastnih vrst. Tako je bilo na samem začetku prireditev, kot je omenila voditeljica Mateja, ko sta bila gosta Ivan in Bojan, in današnja, ko je gost Andraž. Če združimo moči še s profesionalci, kot ste sodelavci knjižnice Brežice, potem vedno lahko računamo na lep, zanimiv in topel dogodek. Naš nocojšnji gost je vaš sin, že omenjeni Andraž Hribar, od malih nog član Planinskega društva Brežice. Po 20 letih ukvarjanja z orientacijskim tekom je nove izzive našel v trekkingu, triatlonu in kolesarjenju, zadnje čase pa še v pustolovskih tekmah. V nadaljevanju nam bo predstavil spomine in doživetja s 1000 km dolge pustolovščine v Južni Afriki. Kako pa se njegovih planinskih začetkov spominjate vi? Prvo planinsko turo je Andraž opravil malo pred rojstvom. Ko sem kot študentka, če sem se hotela upisati v 3. letnik študija, morala opraviti terenske vaje. Te so potekale julija na konju. Andraž takrat ni hodil sam, je pa dobro občutil ritem gibanja. Rodil se je v začetku oktobra. Planinstvo in narava sta mu bili položeni v zibel. Od malih nog je tako hodil z nama, mamo in očetom, plezališča, v hribe, tabore, na orientacijske tekmovanja. Praktično ni bilo vikenda, da ne bi kje bili. Če ne drugega, smo se ves dan potikali v bližnji okolici vasi, kjer smo živeli, ter raziskovali potoke, gozdove, travnike, česar smo se pač tisti trenutek domislili. Z nami je hodil v planinske tabore. Mislim, da je bil star 8 let, ko je imelo naše društvo tabor v Zadnici. Udeležil se je vseh tur. Ni bil preveč srečen, ko je moral ostati ob 3 zjutraj. Ampak brez posebnih težav je najprej osvojil Kanjevec in par dni kasneje tudi Triglav. Vse to so bile enodnevne ture, iz doline na vrh in nazaj. Z veščinami orientacije smo začeli zgodaj, še preden je vstopil prvi razred. Z nama je hodil na orientacijske tekmovanje in začel tekmovati tudi sam. Ker je vključil pripravo šipekaške treninge, je dosegal odlične tekmovalne dosežke. Udeležil se več svetovnih prvenstev v mladinski in natočlanski kategoriji. V drugi polovici 20 let se nama je pridružil še na trekkingih. Prvič je šel na kratko, dobrih 10 km dolgo progo z mano na Pašmanu. Potem se je malo pridružil Bojanu na ultra dolgih progah, seveda sam, in kmalu postal idol mnogih. Najina vloga z Bojanom je bila iz leta v leto manjša. Andraž je postal vsestranski športnik in prerasel svoje učitelja. To pomeni, da smo bila uspešna. Ponosna sva nanj.
Lahko rečemo, da planinci in knjižničarji potrjujemo rek, da je moč slaba v povezovanju kapljic. Slednje pa lahko strnemo tudi za obljubljeno južnoafriško zgodbo, o kateri Andraž pravi, da je garanje, trpljenje, bolečina, nihanje med delirjem in komom. Je iskanje težav in reševanje iz njih, vedno znova. Je umetnost zastavljanja dosegljivih ciljev, ki segajo po osebnem maksimumu. Je združitev 4 oseb po ekipo in ti morajo delovati po istih principih. Na tekmovanju je sodelovalo 109 ekip, vsaka svojo zgodbo. Andraž, radi bomo spoznali vašo. Izvolite. Lep pozdrav. No, nisem pričakoval tako predstavitev, hvala lepa za lepe besede moji mami. Eno stvar, ko ni povedala, in sicer, kako je bilo strah višine, ko sem bil majhen. Bil sem veliko hribih, ja, ampak je bilo tudi veliko osebnih uvir, ki sem jih moral premagati. In tole pustolovščino v Afriki, ki jo bo zdaj prikazal, smatram tudi osebni mejnik, ker sem se sebi dokazal, da sem še eno osebno prepreko premagal. Evo, za začetek prikaz, kje točno se ta pustolovščina nahajala. Bila je lani oktobra, več katero leto je minilo. Se pravi, vidite, tisto je sicer 600 km, ker sem malo skrajšal, ker sem nisem okrogel, ampak vidite, da tisto košček Afrike, ki je kar lep del tega sveta, smo prevandrali. Vedno bližje, Južna Afrika je zelo velika dežela, torej bila naša kroga, primerjavi s Slovenijo, zgoraj levo, ki je enako merilo, lahko vidite, da je konkretni kos teritorija opravili. Toliko za predstavo, kaj se je dogajalo. Evo, še malo bližje, afriški izrazi za ta metalje mesta. In če pogledate barvo terena, tudi vidite razliko med zeleno slovensko, pa malo bolj rjavo afriško. Zdaj pa, kaj smo tam sploh počeli? Spravi, pustolovska tekma. To je pustolov Adventure Races po angliško, ali pustolovske tekme po naše. So tekme, ki zahtevajo premagovanje različnih disciplin, tek, kolesarjenje, veslanje, tudi spuščanje po vrvi, včasih kakšno plezanje, včasih kakšna ferata, vedno pa s karto, vedno se potrebno navigirati. Dolžine so različne, one krajše so enodnevne, že od 40-50 km pa naprej. Ta daljša, pa se pravi izziv, se pa gibljajo tam nekaj 500-600 km, svetovno prvenstvo kakšne tole je pa najdaljša tam nekaj 600-700 km. Pogoj pa je, da se na teh tekmah sodelujejo 4 članski ekipi, pri čemer mora biti najmanj ena oseba nasprotnega spola. Tako da ponavadi so 3 moški in pa 1 ženska. Evo, in ekipo za tak šport je kar težko sestaviti. Ni lahko najti 4 junce, ko se bodo take zadeve lotili, še posebej, ker si moraš vse sam plačati, ker moraš kupovati svoj dopust. Ker mora biti sposobno opraviti tako progo, pa še za nameček je zelo lepo, da smo vsi kompatibilni med sabo. Dejstvo je, da se vsi ne razumemo zelo dobro s drugima, ko si pa v takšni situaciji, kjer je res težko, takrat je pa fajn, da imaš zraven sebe človeka, s katerim se razumeš. No in takole smo se sestavili. Mene že poznate, to je ena slika iz rehabilitacijskega teka. Jaz sem bil v to ekipo izbran kot navigator, to je moja najmočnejša točka. Iniciativo je dala Maja Vonačič, ki je ultramaratonka, ultraprogašica, vsestranska športnica iz Hrvaške, ki je dejansko dala pobudo in je sestavljala ekipo. Njen mož, Tomislav Katarinič, je izvrstni kolesar, državni prvak, reprezentativec, karkoli kolesar, da se zmislite, on je mojster. No, četrti član bi moral biti pa en drug prijatelj iz Zagreba, vendar se je zgodilo to, da ga je zbil avto v pripravah in si je zlomil ključnico in smo morali tako zelo hitro najti drugega člana in našli smo na srečno Marjana Marnikiča, dosti v zadnjem trenutku, ki je bil dosti nor, da se je spravil tako z nami. Skratka, ideja je bila, da ta ekipa, vsak član ekipe je na nekem svojem področju močen in to svojo sposobnost prenese v ekipo in bo v ekipi pomagal, da popravimo s to pustolovščino.
Vidite, da smo imeli poskušali neke svoje sponzorje, je pa potem tale organizator za vsako ekipo pripravil nekaj let plakat, tako da smo lahko potem se hvalili na socialnih medijih in poskušali potem se promovirati. Seveda potem slike posameznikov, vsaka ekipa dobi take drese na samem tekmovanju, ki jih mora imeti obvezno opremati celotno tekmo, ne gre na drugo mazo, na en koliko smrdi, to majce mora biti vedno na voljo za fotografiranje. In tole je dejansko edina slika iz edinega našega skupnega treninga. Samo en trening smo kot ekipa opravili skupaj. V tistih nekaj mesecih, ko smo se sestavili, ko je Marin sprejel tole vlogo, sem jaz uspel z vsakim posameznim trenirati večkrat, da smo se malo uskladili, da smo malo se povezali, malo prepoznali, kaj si kdo želi, kaj ga pričakuje na tej tekmi. En skupni trening smo pa naredili samo enega in to v Zagrebu in to na cestnih kolesih, da vidite, da se nismo zelo dobro pripravili na tisto divjino, ki nas čakajo v Afriki. Priprave na tako pustolovščino so lekar obsežne, od razmišljanja, kaj vzeti s sabo, kako opremo imamo, kaj bomo še kupiti, da bomo kaj nas bolj čaka. No, samo pakiranje je bilo pa tudi naporno. Torej, vsa oprema, ki smo morali spakirati s sabo, da se sedaj lahko odločil, kaj bomo vsa na tekmi uporabil. Zraven tega še tale škatla s kolesom, kateri še oprema za veslanje, pa še nekaj drugih stvari, kot so baterije, pa še take razne opreme tehnične. In to je to, to je šlo na avion. Ta škatla se imenuje bike box, bomo kasneje še večkrat ta izraz uporabil, če se pomnite. Tako smo se spravili. Zraven nas sta šla še hčerka od Maje, tam v sredini, pa še partnerka od Marina, ki je čuvala Majo, in da sta bili naši navijačici. Tako smo odleteli, let je bil dolg, ker hitri ni bil. Čim so se začeli pa spuščati, pa jaz sem pač orientacist, navigator podušil, ko vidim pod sabo teren, tako začnem poučevati, kje so prehodi, kako se giba, tako začnem karto v glavi risati. Tako da sem začel opazovati, kako ta teren, kako ta država zgleda. Vidite glavne ceste, vidite polje, ki so drugačne kot pri nas, vidite potem take osamljene kmetije in mrežo proti kmetijam v zaledju, pa praktično nič. To so bili že prve informacije, ki sem si izbiral, ki so mi pomagali potem kasneje pri navigaciji skozi to državo. Ko smo prišli bližje, so se začeli odkrivati dodatne podrobnosti. Vidite, kako bi rekel temu, hrvaški izraz ekvatorska, radi nekak taka organizacija po manjših skupnostih. In vse skupnosti so ograjene. To je bilo prvo srečanje za to deželo ograje, kjer se zdaj naprej imenujem Južno Afriko. Toliko ograj pri Južni Afriki nisem videl nikjer na svetu, res pa je, da nisem še celega sveta prevagal. Ograj je polno in to pravi ograj. Vsako mesto, vsako tako naselje je ograjeno svojo ograjo, visoka od 3 do 5 metrov, ponovadi bo tudi elektrika. Ograj je povsod. In počasi se tudi vidi razslojenost družbe, ponekod so tista lepša naselja, ponekod so pa taka bolj grobovska za drug sloj ljudi. No, srečno smo pristali in kmalu in še bolj veseli ugotovili tudi naša oprema prišla. Težava pri teh tekmah je ta, da vedno mora s sabo peljati te opreme, kolesa in te škatli so vedno izredna prtljaga. Čisto na vsaki tekmi na svetu, pa je takih tekmi vsako leto 15, čisto na vsaki tekmi se zgodi, da vsaj eni ekipi avionska družba zgodi prtljago in pride na cilj brez koles. In potem seveda čakajo, da pride kolesa za njimi, če pridejo. Tudi na tej tekmi je brazilska ekipa ostala brez koles, tako da so potem hitro šli si najemati kolesa tam, da bodo uporabljali na tekmi. No, zadnji dan, tik pred štartom so tudi kolesa prišla tudi za njih, tako da so na koncu lahko uporabljali svoje kolesa. Seveda je to vse za hude neprijetnost, ne more se pred tem še s takimi zadevami ukvarjati. V mojem primeru je pa bilo kolo poškodovano, ko sem ga sestavil v Južni Afriki, so bile dve, kako se reče, špritljeno, počeni. Ko sem šel na servis, sem povedal, da je stvar precej slaba, da mi je korodiralo, so mi korodiralo vse spojke na obroču, tako da sem to dal nekaj popraviti, pa sem to lahko rešil. Ampak skratka, oprema je lahko težava. Naslednje srečanje z Južno Afriko vozi se po levi strani. Tole po noči voziti in verjeti, da bi tisti avto šel mimo po desni strani,
ni lahko. Bili smo utrujeni, bili smo zaspani, ampak tudi to vožnjo smo preživeli. Naslednje srečanje Združbe Afrike so pa takšna geta, slavnih faveli, kako to imenujete. To je luksuzno, ker ima elektriko. Edino, ki sem ga videl z elektriko, vse ostali so tam brez elektrike, taka brakinska naselja pač tam zgledajo, notri živijo temnopolti ljudje. Še en dogodek, ki bom takoj povedal, sicer zgodil na koncu naše postolovščine, ko smo zaključili s tekmo, smo šli na en safari. Če sem v Afriki, moram safari delati, da smo ta lagam to ljubco v svoj življenjepis. No in smo tam našli električno agencijo, kombi se je organiziral samo za nas, za tekmovalce, in se je odpeljal z tega rezorta na ta safari. Ta kombi je vozil en črnc, ki je takoj, ko smo štartili se prene, da ste slavno stavil in rezervno kolonijo so ven, pa nazaj vzeli druga. Kaj smo tudi dogajali? Polje pa bi po teh cestah, sicer zgledajo lepe, vendar s teh ceste je kar naenkrat tako kar velika luknja. Ko to avto toliko zapede, to tudi ni tudi že ustrejno. Pa ne gledamo 110. Mi smo se hitro dali v sodo in pač sprejeli dejstvo, da tak se dol vozi, ne. No, ker malo oziroma ne, proti koncu že mu je počela guma in mojster je potem se malo zamenjal te gume, ni mu šlo, tako da smo nekaj časa gledali, prvo potači četali pomoč, ni mogel štraufa kolesa. Tako da je eden štraufa kolo, drugi prinesel rezervno gumo, smo mi zamenjali kolo, potem je šel, smo šli naprej. Ko smo prišli na cilj z zamudom, on je tako divjal, ker je zamujal, smo prišli z zamudom, kakšno 10 minut, je dobil pa grde besede njegovega belega gospodarja, ker je pač zamudil pri transportu. Skratka, potem tam opijeva v Južni Afriki. Hvala je pravno kolo. No, če gremo nazaj začetek zgodbe, ko smo prispeli dol, smo se razpakirali in čez pozdravili smo. Namestili so nas ven rezort, ki je bil, kar bi rekel, to je bil kar na nivoju. Hiške so bile kvalitetne in zadeva je bila tudi ugrajena in darovalne so tudi prijava na samo tekmo, pa zgleda takole. Javili smo se organizatorju in potem te spustijo skozi proceduro. Podpisati moraš razne izjave, da se odrekaš kakšne odgovornosti, da razumeš, kaj se spuščaš. Preverili so opremo, fotografirali so na vseh strani, naredili fotografije, tudi za promocijo, tam so bili novinarji, tam so bili razne stojali za razno opremo. Morali smo pokazati, da imamo opremo za vsako posamezno disciplino, ki jo bomo morali upraviti. To so konkretno prevedali, vsak član ima vse, kar od njega pričakujejo. In potem je se delal otvoritev. Na golf igrišču v bližnjem smo se zbrali, smo imeli predstavo afriških plesalcev. Plesali, potem je sledilo še slikanje, fotografije z županom tistega mesta, potem pa začetek, tehnični del, briefing, to imenujemo, se pravi, opis same vloge organizatorja tekmovalcev. Na sami tekmi je sodelovalo, če se ne motim, 116 ekip je bilo prijavljenih, 4 člani v vsaki ekipi je kar veliko ljudi, koridorji so ogromno ljudi, tudi tam zadaj so bili vse posod. Osnovne informacije so dali so na tako imenovani roadbook, se pravi opis same proge, in pa veliko smeha je poželjala informacija, da je proga dolga 870 km, če jo pa skrajšiš, je dolga pa 800 km. To je pa krajša varianta proge. Krajša 800 km pa ne gre. Se pravi, vsaki odstopi mora biti 800 km. No, glede dolžine še toliko, ko je bila prvič objavljena sama tekma, to je bilo leto prej, je bila napovedana dolžina 650 km, potem je nekje pol leta pred tekmo so obvestili, da je dolga proga 750 km, no tukaj na drugih predpovedal, da je dolga 870 km. Tako se je malo reševala dolžina, na koncu smo obdelali pa 993 km. Od tistih 650 se je precej podaljšalo. Tako razgleda tale tako imenovani roadbook, oziroma knjiga z opisi. Pravi, organizator pokaže pač, zakaj se dela na posamezni disciplini, na posamezni etapi, kje so kontrolne točke in pa določeni opisi, ki je treba spoštovati. Recimo, na enem opisu je bilo, ne hodi čez ograjo na tem delu, ko so na drugi strani leni. Ali pa nekje rekel, ne hodi čez ograjo, ko imaš tam jezdnega kmeta. Take stvari tudi pač pišemo in tega smo držali.
To pomeni tudi tole. To ti pove, kaj imaš na tranziciji, se pravi točki, kjer je čaka oprema, kaj te čaka na začetku te etape, kaj pa na koncu. Vso opremo si moraš spakirati na način, da boš na teh tako imenih tranzicijah ti čakala oprema, ki jo potrebuješ. To je zdaj proga v suhoparnih scenovih obliki. Da pojasnim. Se pravi, prva etapa je bil trekking. Trekking je tek s karto, dolgo je bila 56 km, pa 1200 metrov spodaj. Pravi, za prvo etapo se mora 56 km prelaufati po nekem terenu, po nekem poteh in najti določene kontrole, ki so stale sredi Afrike. Druga etapa je bilo kolo, 180 km, 2400 metrov spodaj. Tretja etapa je trekking, 80 km tega, 3100 metrov spodaj. Četrta etapa je trekking, 10 km, peta etapa je slanje, 65 km, potem šesta etapa trekking, samo 3 km, to je bilo reke, ki smo veslali tam do Hiške, ker je bila oprema. Potem sedma etapa kolo, 224 km, 2400 metrov spona, osma etapa trekking, 64 km, 1500 metrov spona, deveta etapa kolo, 114 km, pa 2800 metrov spona, pri čemer se potem mesec zapisal, da je tam gorema gorska poča, ki so splača uporabi za spanje, in pa deseta etapa še trekking, 32 km, pa 500 metrov spona. To so zdaj tehnični podatki o sami progi, to je treba upraviti, to so pa pričakovani časi organizatorja. Zdaj pa, iz pričakovanih časov organizatorja izhaja, kdaj bodo prvi približno prišli na posamezno tranzicijo. To se treba si izračunati. Zato, da veš, da boš prišel na tisto točko, ki te čaka oprema, ali si planiraš, da boš spal, pa bo hrano potrebuješ sabo. In če mi, ki smo pričakovali, da bomo počasnejši od prvih, smo z nekim takim obsedom, koliko počasnejši bomo, prišli do okvirnega plana, kako hitro se bomo mi gibali čez progo in kateri dan bomo na kateri etapi. Aha, spravi, na tem kolesu bomo četrti dan. Tak je bil plan. Ampak, kot sem povedal, ki je organizator predvideval, da je proga dolga 870 km, dejansko je dolga 1000 km, se je vse to že prvi dan porušilo. Tako da smo morali potem vse improvizirati in se prilagajati tega proge. Priprava hrane potem naprej takole. To mi slovi kolesar in on stavi na cukr. On je za hitro energijo, to je njegova hrana. On ima zračunano točno, koliko kalorij porabi na koliko kilometrov njegovega kolesarjenja in se dozira, koliko mora. On to obvlada. Ko da on se pripravlja pač takole, vidite njegovo opremo. Razne čokoladice, Haribo ljubovi so alfa in omega, se hitro poglašal, jaz ne vem zakaj, kako popravlja. No, tole je pa standardna oprema za postorovske tekme, tole je nekaj imenuje vesolska hrana, gre za dehidrirano jed, tole je neka, kaj se paš na chicken with rice, se pravi, piščalne z rižem, je dehidriran. To odpreš, lično vročo vodo, počakaš par minut in dobiš gotovo jed. To je taka zelo pripravljeno za sabo lično take zadeve, to tudi ni pretežko, to je pomembna zadeva. No, to je njegova, moje pa to. Moje so pa tortilje z pršutom, suhe klobase, špeh, pa prvi dan sendviči. To sem za prvi dan, ki so pač hitro pokvarljivi, to ne može dolgo samo vleči. Ono se je pa trajno na dolgo zdržalo. Tako, no, pač vsak ima svoje. Evo, on je formula, jaz sem pa dizel, tako da rečemo. Na koncu, vse tisto, vsa oprema, ki sem jo pokazal, vsa ta hrana, vse skupaj se zreducira v 3 pakete. Teambox A, Teambox B. V 2 vreči bo treba spraviti vso hrano, vso obleko, ki jo bomo uporabljali na sami tekmi čez vseh 6 dni. 3. vreči gre po Whitebox, tukaj noter gre po kolesarska oprema, pa hrana pa voda za kolesarske etape. Zraven tega je še ena vreča z vesnom, pa z ledeno oporo za samo veslanje, ampak tam je pa samo vesno, pa tisto karačne veslanje, pa varnostni jopič, nič drugega. Skratka, vse tisto, kar ste videli na posli, sem izloženo, vse škatle, se zreducira na to. Plus seveda škatle s kolesom.
To je vsa oprema, ki jo imaš na progi. To so ti team boxi, pravi, v dve škatli smo spravili vso našo opremo, zraven še škatla s kolesom in v teh škatlah ena škatla se čaka na nekaterih točkah tranzicija, druga škatla se čaka na drugih točkah, mi smo morali biti tako razporejeno, da smo v tistem trenutku imeli tiste čivlje, ko smo jih rabili. Če nisi pa razložil, se bi tam brez tenis, ko si rabili. To zame pa potrebno veliko časa. No, tole sem zdaj pa na samo progo. Ali je nahrdnik je pa na progo. Nekaj vode, nekaj malega hrane zadnji, pa na daljših etapah daš pa še malo več obleke, če potrebuješ. Nekateri nosijo bistveno več, nekateri nosijo sabo spalne vreče, nekateri nosijo sabo Armaflex, da se lahko ležejo, spijo, mi smo nosili to. Tudi noter vsa obvezna oprema, tudi noter imam redno si kakvo majico, tu daš noter še dolge hlače, pa še jakno, je pa malo ležje. Tole je Tomislav Ruzak, on je pač malo drugače spakiral, vidite, da ima bistveno večjega. To je vse spet stvar taktike, pa osebnih želja, kaj boš nosil s sabo. Kaj pa teža? Na nahrbniku lahko imaš, kako želiš. V tistih škatlah, ki sem prej pokazal, tukaj noter vsaka škatla lahko težka 20 kg. To je to. In s hrano in kako tekočino, vodo imaš na voljo, kako je drugega sok, Coca-Cola, to pa hiter je težko. Škatla s kolesom pa tudi težka 20 kg. Kako imaš težko kolo, moje kolo je težko nekaj 11 kg, se pravi, imam potem še nekaj prostora za zraven, še si doda stvari. Kako sem težje na vse? Na vse ne to preživiš. Jaz, ko sem se najbolj opremil, bi rekel, da sem nosil tam nekje 5 kg. Več po manj nisem. Ključna je voda, ne? Ključna je voda, pa voda kasneje. No, takole smo bili. Tole je zadnja slika ob 4 zjutraj, ko smo se ostali opremni in to smo mi, si gremo na avtobus za Štalje. Zdaj, organizator se je tako zamislil, da nas je od tega rezorta najprej odpeljal na prvo tranzicijo. Tukaj so nas čakala kolesa po prvem treningu. Zdaj to taka lepa slika, da nam malo pojasni koncept samega tekmovanja. Tukaj noter te škatlah imamo vsi izložene bicikle. Te bicikle smo dali ven, si jih sestavili in obe se tukaj nastojali. Še to noter čakajo karte za tisto etapo, ki je zdaj na vrsti. Se pravi, tukaj smo dobili recimo najprej karte za prvi trening, ki je bil tam nekje 40 km, 50. Drugi so bili pa karte samo za kolesarsko etapo, ko je bila tam nekaj 130 km. Karte imamo svoje prazne, na karte se imamo kontrole prerisati. In to je zelo pomembno trenutek. Če si kontrolo nalogo prerišeš, kontrole ne boš našel. To je treba zelo natančno, zelo pazljivo. Treba praviti po master, da se ne bo zbrisalo. Treba je karte zavarovati. Treba je predvideti, kako bo vreme, boš po noči, boš po dnevi, ko bo. Ker če se ti karta ne zmaže, če ne opada voda, ko ti karta ne spade, si problemi. No in ko vse to upraviš, tukaj so zdaj še škatli za tistim teamboxi, kot sem jih imenoval, ko pripraviš si karte, ko se pripraviš opremo, da trpaš na hrbnik, ko si vzameš bicikl, ga prištimaš, prelagaš na naslednjo etapo. No, v tem primeru smo samo morali razpakirati bicikle, vzeli smo karte in šli nazaj na avtobuse in na štart. Potem je tukaj lepo videti, kje smo pretekli nazaj. Pretekli smo čez to puščavo, tukaj čez, tukaj se skozi grmoje spustili dol, prepravili reko in prišli tranzicijo. In tako zgleda vsaka etapa. Pač to je primer, kako zgleda ta tekmo, kako se može gibati. In tukaj vmes smo šli neke kontrole. Evo še ena panoramska slika, vseh tekmovalcev, ki svojo opremo tukaj pripravljajo. Tako je zgleda prerisovanje kontrolne karte. Tukaj na mizi je prilepen tako imenovan master, kjer so vse kontrole in to se treba prerisati na svojo karto, ki nosiš samo. Kart je bilo, mislim, na 50 A3 komadov, merila je 50 000, nekaj takega. Tako da je bilo veliko teh papirjev in spet v pravem trenutku na progi si mora imeti pravo karto samo. Če nisi, si bil problem, to je treba prav skotirati. Ker nisem vse 50 000 samo nosil. Brž čas. Ko je bil pa štart, ko jaz nastajal neko polje, lepo organizirali, ko so se za svetovno prvenstvo spodobi, za koridorjem, za novinarji, s fotografi, za muziko. In potem smo štartali, tako je izgledal štart. Tudi sem jaz, sem bil tam. Tudi nekaj moram biti, aha, sem že malo bliže,
Vidite, da nismo hodili navdušeni. Štart je bil klanec. Štart se mora tako, da pridemo na prvi grič. In če na orientaciji velja pravilo, na prvih 3 kontrolah lahko samo zgubiš tekmo, dobil je ne boš. In to velja na tekmo, ki so dolgi 10 km. Smo nekaj malo daljši, se pravi se na resni dihano podilo. Najvišji se zalaufali, so bili hitri, nisem tudi izmeri tempo obravil, ekipa za mano, smo šli pod gosnim redom in se trezno dobivo na tale griček, bilo zelo enostavno naprej. Potem smo tukaj šli, naprej je bilo čez polja, dosti urbano, dosti nekih njiv, takih poljskih poti in počasno proti divini. Zdaj pa tole je ena rednih slik, še zadnja, kjer smo dejansko mi na slikah. Od tukaj naprej je pa zdaj moja predstavitev sestavljena z različnih slik, ki so različni fotografi, tudi tekmovalci, imeli sabo na progi. Preprosto, mi nismo slikali, nimamo fotografij. Sestavili so skupaj tiste slike, kar smo tudi mi doživeli, kaj nekako predstavlja tisto, kar smo doživeli predstavili. Tole skratka je naše potovanje izgledalo. Jaz podvadi prvi, s karto v roki, vsak zadaj, na svoj način se premikamo skozi to deželo. Na glava kape, glede vremena je bilo tako, podnevi je bilo po najbolj vročih delih tam nekaj 35 stopinj, po noči padla pa temperatura do 0, tako da smo morali prilagajati na drugo. Tukaj je vroče, da imamo kape, ker zdaj je sončenica. Jaz prvem polovico dneva nisem nosil nobene zaščite in mi že malo začelo glavo boleti se čutil. Palice so zelo uporabna oprema, v klanci zelo razbremenijo noge, tako da smo 3 nosili palice sabo, Maja ne navajajo ni, jaz imam zložen nazadnje za nahrbnikov, zato jih ne vidite, ampak vsi smo imeli svoje palice. Pa druga razna oprema, kaj zanimamo, lahko podrobne pojasnimo. No, tukaj naprej smo šli pa v ta zanimivo, zelo so pršli, da vidimo to Afriko. Srečali smo se z veliko različnimi tereni, od take peščene puščave do bolj kamnite puščave, do drugačne puščave. Vse je bilo pa nenavadno zeleno. To pa zaradi tega, ker to je bilo pomlad v Afriki. V oktober je v Afriki, v Južni Afriki pomlad. In to pomlad je padlo največ padavin v zadnjih 20 letih, kot da je dežela cvetela. Tako, ko pade dežne rastline, začnejo rasti maksimalno. To vse zeleno, krožnice so da vse posod. Tako da ne delujem tako zelo suho, jaz bom govoril o puščavi, ampak vse dejansko rastline rastejo, vmes je pa posod pesek, njivka in tisto tu zalezlo vse čevlje vse pore. No, bilo je lepo. Jaz še take puščave nisem nikoli doživel, za mene je bilo nekaj neverjetnega. Tako da sem takoj živel neko svojo pot, da sem hodil nekaj, ker še pred mano nikaj bilo prosto čudovito. Bilo je krasno. Po kompasu, naravnost, sončni zahod. Šli smo proti zahodu, ob morju, najprej se šli še spuščali so do morja, potem po morju naprej, tako je izgledalo potem na levi strani valov morja, na desni strani morja peščeni sipin, bilo je krasno. Sreda je bil pa to prvi dan, ko smo imeli nekaj moči, tako da smo še lahko malo boljše uživali v vsem skupaj. Sledilo je prvo plavanje čez reke, vedeli smo, da nas čaka, ko smo se prijavili na tekmo. Jaz sem se tako rekel, verjetno nas ne bodo poslali tja, kjer me lahko tudi pojeli. No in nekako tako je bilo. Vseeno, ko smo plavali čez reko, recimo, srčno sem želel, da bi prišli sem na plavanje še pomeli. Pa nam ni rad, da smo bili počasni. Da sem moral po noči plavati in ko je sred noči potem riba skočila, maj obraz je zavreščala, kot jezdičina je skočila. Ni človeko prijetno, če tako stvari, če ni bili vajen tega. Ko je izgledalo, ker je padalo, je vse poplavljalo. Tako da reka je, to je vse poplavljalo moče. Drugače reka bistveno ožja, ker je bilo koliko padavin, tudi reke bile visoke. Na drugi strani pa ven in naprej. Tale slika mi je tako zabavna, izgleda, da so migranti tu, zato vrečo. Prikazuje pa pač odlično taktiko, ko je vsak imel. Jaz recimo, eni so skočili vodo z nahrbnikom, ko so bili že naprej pripravljeni. Ti moraš vedeti, če hočeš vodo z nahrbnikom, mora biti nahrbnik vodo odporen, ali mora biti pa vse nahrbniku zaščiteno pred vodo. Jaz nisem imel, po mojem nahrbnik ni bil vodo odporen. Tako da sem vzel nahrbnik dol, ga dal v vrečo, pa še drugo vrečo za smeti
pa zavezal dvakrat se skupaj in sem to dal pred sabo in rinil, ko sem plaval. To je bila moja taktika. No in tale moj statut, to nisem jaz. Tale moj statut je to vrečo prinesel naprej, ker čez 5 km moraš enkrat plavati, pa sem očitno ni bilo razpakirati. Na meni je sta vreča počla, te da bi zasnovite s pomoga. Tako je vedno pa naše plavanje. Ne tako spektakularno, nič se ne vidi, zaradi tega smo odlično pokazali. Moral sem še dati na glave tele strobe lights, in svetilke, ko zlomiš sveti, tudi da so nas organizatorji videli, če da se slučajno želi odnašati proti morju. Naprej smo šli na tisto prvo tranzicijo, kot sem jo omenil, vzeli smo kolesa, se pripravili za drugo etapo, začeli kolesarje. To izgleda po kolesarju. Na kolosu namontiraš nosilec, na katerem imaš karto, ki jo spremljaš, opremi se z lučkami, da vidiš kam voziš in kolesariš. To je to, ni hude umetnosti. Ni kolesariš, ko je megla, ko je jasno, gledaš zvezde. Jaz sem spisal en spis o tem dogodivščini in podval sem ga pod neznanimi konstelacijami. Mene najbolj impresioniralo to. Veliko sem že bil zunaj po noči, vini po noči, gledal nebo, pa vem približno, kje so zvezde, pa oče me naučil se približno orientirati po zvezdah. Tam dol jaz nisem mogel nekaj gledati zvezde, ker nisem nič prepoznal, bilo vse novo. To je bilo tako neverjetno, nikoli sem na drugem planetu. In to je me res prevzelo. In kolesariš naprej, pozide sonce, kolesariš naprej hrib, takih makadami, je megla, prideš v oblak, morali smo čez več tebenskih takih velik, tako da smo se več dvigovali, pa spuščali, tako je izgledalo, ko smo bili više gor, tako je izgledalo, ko smo se spustili dol. No, ko smo se spustili nižino, na tej etapi to je bil zdaj drugi dan, to je začelo pa res pritekati, to je bilo pa res vroče, začelo nam zamakovati tudi vode, začelo so se prve težave zaradi hidracije in tule na tem delu vode nismo kako našli, tukaj nas je rešil en kmet, smo malo začeli spraševali okrog, če malo kaj vode, en kmet se je sprejel vse. Gospod Kjurs, K-O-O-S, strašno prijazen gospod, dal sem roko, to mu bilo všeč, to da sem počašal s Coca-Colo, pa s pivom, nebesa, sušeno antilopo, da mi dal zapravo. Povedali smo, kaj delamo, kaj je bil zgrožen. Kaj bi v Južni Afriki, to ga nas malo presenetilo, če je on kot domačin smatral, da ni pametno, da tako mi gremo naokrog. Dobro, moram organizator nekaj dela. Skratka, pri njem smo se malo učili, šli naprej, s njim so počasno začeli približevati mesto, kjer je bila naslednja tranzicija. Zdaj, po napovedi smo vedeli, preštatno smo se pogledali napovedi, smo vedeli, da tam nekaj tretji dan, oziroma že drugo noč, bo malo slabše vreme se začelo. In res, ko se nas začakali vlaki, ko gremo proti severu, proti notranjo se dežele, gremo bolj v hribe in tam je vreme slabše napovedano. Vseeno, računali bomo, da bomo hitrejši, kot sem rekel, zaradi predočenih zakalkuliranj, ni bilo tako, smo bili počasnejši, tako da bi vreme nasledilo. Kajti tule gor nas je čakal spust po vrbi, in tam jasno želeli biti še po suhem, in smo želeli prehiteti dež, ni nam uspelo. No, skratka, tako smo se približevali civilizaciji. Ceste, vidite, da so povsod take piščene. Ceste so dejansko lepe, ni to hitro voziš. Asfalt ni praktično nikjer. Asfalt je bil samo v morju, kjer je najbolj razvidel deželje. Druge je povsod, to je glavna cesta, to je njihova magistralna cesta. In v celem dnevu srečaš 2-3 avtomobile. Ko se približujemo tej gorski verigi, to je slikano v drugem delu dneva, ko je bilo še malo lepše vreme. No, ta slika mi je zanimiva, to je nekatera ekipa. Oni prihajajo v tranzicijo, mi smo pa tukaj gore. Tule gor dejansko mi stojimo, ravno kar smo se zbudili in pakiramo, da gremo naprej. Skratka, tu smo se pripeljali s kolesi, kolesa spakirali v škatle naložili na kamion, tule noter so nas čakali tuši, kdo je hotel ali pa nekaj zakupiti, sendviče do Coca-Cola, ali pa voda. Malo smo zaspali tukaj, da se spočijemo, spakirali za trekking in šli naprej. Naslednja etapa, še to je, da potrebno, če vidite, da je suho, nebe se vedne vara. Ker je padel dež, je sred tiste puščava bilo veliko mlakuš, luš, če vse to so morali s kolesi peljati. To je bil velik izziv za opremo, tako da za koles so morali skrbeti. Mazati verige, menjati zavorne ploščice. Ker ti da tako drugače pač opremo odpovedati. Nam je uspelo, nismo nobenega defekta na kolesu, enkrat je samo maji se zobnik zavrtel v prazno, da padne čez balanco, ampak tako
glavni oblač. Glede živali, takole opice so bile povsod, tih opice je zelo veliko, to je kar zanimivo gledati, skačajo pred nas. Daljavi sem videl veliko živali, ampak dol ni lovostaja, dol vsak nosi sabo, dol vozil samo bele džipe. Prevozno sredstvo je bel džip. In v vsakem belem džipu je tudi puška. In kdor vidi kaj, kaj je ustrelil. Tako da divjač je podaljeno človeka, ko ga zavoha, začuti pobegniti. Tako da samo na daljavi sem videl živali, zdaj ne vem, kaj so bile ovce, kaj bo kako drugo povedal, kaj so bile antilope. Predvidevam, da so nekatere tudi to vrste. Slone sem videl v rezervatu, v živo nismo, čeprav smo šli skozi jedan rezervat, ker so bili sloni, sem na tem delu, so se mi gibali, so bili na drugem koncu, nažalost, da kolesari nisem med njimi. Zebre, to nismo videli v živo. Smo dobili tole. To je slonoga. Dajte, naša slonoga je pač taka, no ta je pa taka metrska. Zdaj si predstavljate, mi smo morali tudi spati na tekmi, tole v poti. Zdaj zavedam se, da taka slonoga smo hoče s tebe spazi, tudi ni vidite predstavljati. Ampak tolažda mi niso ta sledeča. Te tekme se organizirajo že dolgo, pa še nikomer nič posebnega ni bilo. Pomoč kot jaz prišel. No in smo stisnili zobe, premagati strah in tudi to smo preživeli. Želeli bi se da bilo navarne. Evo žirafi, evo, to smo videli, žirafi so videli v živo, lepo. Tega pa resnično nismo videli, to je najbolj navarna žival v Južni Afriki, bival. On napade brez razloga, nepričakovano in je odgovoren za največ smrti vsako leto v Južni Afriki. No, takole je bilo pa tudi naslednja etapa. Iz tistega nižinskega, vročega, suhega dela v tale nek subtropsko pol džunglo, ne nekaj, to je imenoval. Začeli smo se vzpenjati, čez sedem gorski greben, začeli je padati tudi drž, tam vedno držuje na tem hribu, in taka vlaga v zraku, ker se natete navoditi, se preobleč, opremiti in zagrist v glavu. Vidite, da je mokro, drselo je, se pravi, že se velika sprememba samega terena. Vidite, taka na pol džungla, glas, s katero smo se morali prebijati. Na vrhu hriba smo morali še vse taka odprta neka polja, kaj so bila, smo prišli na gotovo, smo morali slediti spust po vrvi, 50 metrov, takega spusta. Upali smo, da bomo prišli pred dežjem, prišli smo v dežju in po noči, tako da naš spust je bil zabaven, ampak nič tako vizualno spektakularno, kot je tole. Tole v bistvu lepše vidite, pa da je gledali druge, kako so se spuščali. Meni žal ni na slikah, kako je to razgledalo. Da ne pomote, vse so kontrolirani pogoji. Organizator je zagotovil usposobljene ljudi, ki so velike dela in so tudi nas pregledovali, da mi v našem tekmovalnem navdušenju ali pa nenatančnosti zaradi utrujenosti ne bi delikali napake. Tako da smo skrbeli, če smo se prav prirezali, ker smo se začeli spuščati. Vseeno spuščanje je lahko izziv za marsikoga. Jaz, kot sem povedal, da sem imel marsikakve strahove, v svojem življenju, ki sem moral premagati spuščanje po vrvi, sedaj že kar vajen. Tomislav, član moje ekipe, pa ni bil. Ko je tukaj za ekipo moral fejst premagati strah in dolgo trajati, da se spustil dol. Mi smo ga potrpežljivo čakali in bodo prodrili in prišli čez. Trajalo, meni je trajalo pa minut, da sem se spustil, njemu je trajalo pa pol ure. Pol ure je vesela številka in se spušča korak za korak, ker je bil strah. Vsakemu čast. Jaz smatram, da je to velika stvar, da človek sposoben da čez tako stvar, ki se poboji. Na koncu po spušču smo morali iti po kanjoningu, skakati takole po skalah, se prebijati po potok, dol do kontrole, takole smo morali se prebijati takole čez s temi skalami, potem pa skozi ono džunglu zadnji, spet gor na hrib in naprej. Takole naprej. Iskali smo razne potke, Merkarni so bile, ali niso bile, ali so bile na isti, pa ni bilo naravi. Evo, zdaj pa nekaj ograja. Pravi, to je dežela ograja. In tam ti veleposestniki imajo, recimo, območje, verjetno vlasti, ki je veliko kaj se večje od mesta Brežic, ne pa toliko, kot je občina Brežice. Ampak ogromna območja ima en lastnik. In vse je ograjeno. Med dvema kmetoma je večja ograja, znotraj
svojega območja, ampak med potem še manjše ograje. In teh ograj se moramo prečkati milijon. In čisto je drugačno. Tipov ograje, koliko že hočeš. Ta recimo vidite spod neka mreža, zgor je bodeča žica. Evo, ta je zelo visoka, samo mreža in taka žica, da ne moreš preplezati. Poliščiš luko, ki bo šel skozi. Vse ograje so kopane v tla, ne boš videti pred spodje. Kopane, ne vem, za jazbica, za koga. Enkrat se nismo morali nahoditi ljudje in smo končno našemu lukno, ki jo je kaj zajec skopal, mi smo morali razširiti, da smo vas skozi potem spravili. Drugače smo mogli čez ograje. Evo, ta je žičnata, ta je bolj klasična kot naša domača, teda so vse te žice tako napete, neverjetno, da nas ta žico dvigneš, tam ne možeš premakniti to žico nič. Ta žica. Evo, tale je taka pol, ne? In zgornji del je viseč, to je neverjetno. Te žice so na teh štangah, ki so viseče, to je vse to premika in moraš nekaj čvrsta lahko plezeš, in nič čvrsta moraš pa skozi groza. Tole so ograje čez tihove obadje, struge. To je strug, ki se napolni z dežjem, samo ko pada dež. In ograja je tako narejena, da ko dež voda priteče po dežju, se ograja dvigne, da gre voda spodaj, ko vse veje teh nosi. In tukaj moraš pač to dvigniti, pa se spodaj plaziti. Zdaj, zabavno je za ta zadnjega, kdo bo njema držal ograja, da bo spodaj. Še bolj zabavno je, da tudi na tej ograji pod máme distančnikov električno žico. Kaj bi se ti žice ne dotaknili, kot bi ograja bi povedal. No, ta ograja je fantastična, evo, to je bil kako sem. To zdaj že bil zelo vesel, ker je pač po njej enostavno plezati. In vidite, da je strbr tak, da je čvrst, da to je bilo res luksusno tako ograja. Kot sem omenil, dež, ki se tili izgleda živati, kot zlato so se srečali. No, tu zdaj na tem delu smo morali prečkati več grebenom. Na enem so se imeli manjše energetske težave, ki so nikoli vrgli, bilo manj težje najti pravi smer. Vse posod nevrednega vložke oblike, to je najstarejša celina na planetu. To je vse granit, kaj se tam, metamorfna kamnina. To je drug svet, to je čisto drug svet. Jaz sem bil fasciniran temi oblikami. Ko se približuješ od daleč na ti steni, vidiš okna, vrata, neke globine, kot da so krajamski ljudje tam pravi gledali neke jame, neke stanovanje. Vidiš bliže in vidiš, da ne, to je samo nek mah, ki raste, pa vode nekaj nadela. Fasciniran sem. Jaz sem bil fasciniran na vsakem koraku. No, pa je še pa trenutek moči za nas. To je bil pa za našo ekipo en tak stresni trenutek, ki trajal 8 ur. Pri vzponu na en hrib, to je bil se pravi večer, pred 4. nočjo, je bilo očitno, da je gor nevihta, da gremo v nevihto, kontrola je na vrhu in za to kontrolo smo morali slediti enim sistemu grebenov, kakih 10 km daleč, in grebeni so pa bili tako zavijal, je pa veliko cepov imel. Tako idealno, da zgrešiš in greš napačno smer, gor je tiho veter, gor je bila megla, padala dež horizontalno, nekaj tako padala toča, pa temperature se spustile na nulo. Tako da smo se nekaj dogovorili, sem povedal, gor ne bomo niti slišali, to je prehrupno, niti se ne bomo imeli časa oblačiti, kako več vetrovno, tako da dajte na sebi vse, kar imate, pojete, kar imate in gremo gor, in smo šli. In je bilo naporno. Ta nevihta, ko takrat prišla, je bila, evo, škar huda, neko vremensko napoved je en od drugih tekmovalcev, ki so to preživeli potem naših objavov v socialnih medijih. Ta hitre ekipe so šle čez ta hrib pred nami in so šle čez pred nevihto. Mi smo bili ena rednih ekip, ko je sploh šla na ta hrib v tem času, vse ekipe za nami so se ustavljali, pa dol nekaj premočile, pa počakali, da šla nevihta mimo. Mi smo bili pač dol na vrhu, ko je ta nevihta prišla. Tako da je bilo to eno zahtevna preizkušnja tudi za bolj izkušene pustolovce, kot pa smo bili mi, nas je pa zlomno. V nekem trenutku, gor na tistem nevihti mi je karta razpadla, tako da nisem imel nič razen praznega papirja in pa s to masto mi je ostala sled, kjer sem si jaz označil, ki ne bi šli. Tako da lahko sem samo azimut si določil, pa potem štel korake približno v katero smer, da se pravna v tisti megli predvidel, ki je zdaj pravo težišče grebenu, da se zamil naslednji greben. Tako sem nekako v vodo, pa kar dobro je šlo. V nekem trenutku pa videl sem, drgetal zobje so šklepetali in meni se je zdelo tvegano, da nadaljujemo, da pa prosto preč riskiramo. Tako da smo se pogovorili in se odločili, da je bolj pametno
da zdaj se spustimo v dolino čim prej in da gremo na naslednjo tranzicijo, da se počijemo, bomo pa zaradi tega spustili 1 ali 2 kontroli. Zdaj, to pomeni, da ti 2 kontroli manj, še vedno bomo v uvrstitvi, vendar z vsemi ekipami, ki bodo pobrali vse kontrole. Se pravi, spustili bomo kontrole, rešujemo tekmo. To je naša odločitev. Cilj je, da pridemo čez progo, ne pa da zato, da bi našli vse kontrole, na koncu zgubimo progo, zgubimo tekmo, ker ne bomo sposobni nadaljevati. Tako da smo se spustili dol. Glede tega ni pa dobene slike, ker tam, ki smo pa mi bili, pa ni bilo na tej tekmi njegovega, da ne vem, če da v zgodovini dobil. To je bila pa taka divina kot National Geographic. To je bilo kako dobil v ekran, tistega Discovery Channel padlo. To so bili pa taki prepadi granitni, taka džungla, kaktusi, jabolke, taki kriki živalski, ki smo jih tam slišali, srečali, tega ne znam misliti. Bilo je izziv, našli smo prehode, prišli smo čez, prišli smo v dolino in se potem še naprej prebijali proti tranziciji. Je pa tu nam že gor na hribu, smo bili brez hrane in brez tekočine, ko so potem dol v dolini bližje precej izčrpani. In ko smo se potem pa široki cesti, ki je bila dolga samo 6 km približevali tranziciji, smo začeli že halucinirati. Jaz vem, da sem hodil od roba ceste do roba ceste, videl mesta ob strani, videl ljudi, ki se sprehajajo, pozdravljali, jaz sem videl vse. Premikali smo se 3 km na uro, res počasi, spadali smo se kot ekipa in ko smo na koncu le prišli do tranzicije, je bilo jasno samo eno. Zdaj se ne odločamo, ali gremo naprej, ali ne gremo naprej. Zdaj moramo samo jesti pa spati. Tako da tukaj je bila tekma, to smo tudi gotova. Poiskali smo hrano, poiskali smo pijačo, našli smo prostor za spat, se zavlekli v reči in spali, koliko nam je pasalo. Alarm je izključili, konc. Zjutraj smo se zbudili, spali smo takih 4, 5, 6 ur, tu nekje ne spomnim se točno. Zjutraj smo se zbudili, upili kavo, sedeli, kaj pa zdaj? Zdaj razmišljamo. Jaz zase sem vedel, da gre naprej. Ampak sem vprašal druge, to bi stavil rekel, da ne gre naprej. Marin je rekel, da če to bistvo ne gre, bo ostal z njim. Tudi ne gre naprej. Maja je na mene rekel, da bi šla naprej, jaz sem rekel, jaz pa grem naprej. Ni bila vesela, jaz pa pač bo jasno. Jaz sem ona grela naprej. Sva spakirala in se odpravila naprej, bila še ena ura teka do veslanja in potem na čovnu. Fajn, da smo bila 2 za naprej, ker čovn je bil za 2 osebi, sam bi težko veslala tiste čovne. In smo šla na reko. Reka zgleda kar lepo. Mene čovn ni bila. To je bilo še hud, ko isto živeti s tem hribu. Ta reka bila za me čisto nepredvidljiva. Evo, nisem imel hud izkušen veslač, niti približno, ampak nekaj malega poslanikov pa vem, in jaz istih brzic nisem obvladal nikakor. Ali tolikrat smo padli tisto vodo, da vam ne znamo vse. Bilo mi je grozno. Reka nas je nosila, bila je globoko, ker je poplavila, jasno. Vse tisto, kar je prejšnjo noč padlo v hribu, se je do jutra steklo dol, in vse tisto, kar nam je padalo na glavo v noč, potem smo zdaj vestali. Bila je poplavila. Tako da, evo, meni bilo enostavno, sem pa slišal veliko ljudi, ki je rekel, da je bilo to najboljše veslanje na svetovnih prvenstvih doslej. Pač, ponovadi ekipe imajo pred sabo kakega veslača, ko nekaj dela, nismo imeli nobenega. Jaz pa smo približno nisem za veslač v divih vodah. Tako da z nas je bil izziv. Tudi po takimi mostovi palace je bilo strašljivo na trenutku, kot je most upor, nekaj pred nosom, pa ne veš, če te bo kje zatelo. Evo, tako je zelo tak granit je zame čist drug. Pri nas je kmenec, granit, pri nas je vse drugačni granit, voda drugače teče, tam je pa kamen preusmeri reko, ne bo tam reka, kamen odvesti, ne, ta kamen preusmeri reko in to čisto drugače teče. Tako da je se večkrat takole za tako grmoje, pa take viseče drevese nad reko prineslo, ker je bila voda visoka, so bile dejansko krošene po potopljeni, so se takole zapletel noter. Ko je čovno obrnil, ti si padal v vodo, čovno šel naprej, veslo je bilo v vodi, ki je bilo okolo na vodi, neči bilo vidno, ko si iskal čovni veslo in opremo, ruzak je bil povezan na čovnu. No. Evo, tudi je pa romantično, ne? Tako je zelo rekice. Na koncu je bilo še 65 km veslanja, je bilo od tega 45 poleki, 50 poleki, zadnjih 15 je bilo popolnje akumulacije, ne elektrarne.
tako da so morali pa res veslati. Ko smo v bistvu preveslali, smo morali pa še čez nasipo hidroelektrarne čolne prevesti, tako je dol, in potem bi sledili 3 km tega, kar je zadnja tranzicija. Zdaj, morali smo nositi vso opremo s sabo od veslanja. Vesla, tiste jopiče, papir delene opore, to je bila tako velika torba, ki je bila na moč na polno vode, vse bilo polno vode, ruzak naši, vse bilo polno vode. Tisto torbo, težko se morali jaz pa maja nositi 3 km, pa ni do 3 km, majko je bilo 6 km. Rabili so uro popol, da se čisto prvo podaril se. Po tistem veslanju, ko vse, kar čakaš, je suha obleka, nekje, ko boš nekaj pojedel, še to nositi, Še zdaj vidite, da so strastirani. No, pa so preživeli. So prišli tiste tranzicije, so se sestavili skupaj, tam je kavč, so odspali 2 uri, so potegnili kolesa iz bikeboxa, so se stavili in kolesarili naprej. Kolo je najljubša disciplina organizatorja teh tekem. Prosto zato, ker na kolesu lahko bistveno daljše razdalje premagaš kot pa peš. In ker vsak organizator je fajn, da napiše njegova tekma dolga, morajo tekmovalci priti v cilj nekje v 5 dneh, vsej prvi, je fajn pač skroda, ne? Za tega je koles res veliko. To je bila zdaj 240 km dolgo etapa s kolesom, ko je bilo treba pač kolesariti na cestah, ponekod te prečkah, ponekod po podkah, ponekod po teh, in iskati kontrole, ki so bile včasih skrite. Recimo včasih bila kontrola, tako da kakšnem vinku za grbom. Pa si potem morate pravi grb najpozadnji in pač tisto kontrole iskati. Ko smo kolesarili, čez tako hribove, malo gor, malo dol, pa bila ravnina, pa smo kolesarili naprej. Tukaj vidite, da je malo sušno, ampak vsa ta zelena barva, to je vzklilo samo zdaj, ker je padal dež. To je pa vse to golo. Tudi v rekah in dokaj nekaj vode. En detalj, ni nobenega mostu. Na 1000 km se mislim peljal čez en most. Ceste čez reke peljejo tako, da gre cesta v reko, na drugi strani v mesto pa samo kot pač betonska, mogoče kakšna ploščatna reda, da se lahko avto tisne pelje s kolesi. Ker pač preprosto tam je tako malo vode, da se ne splača mostov graditi. Ne lažem, Blače, nek kanjon je bil most. Pred mesto je tudi ten most, bili so mosti tak izjemno. No, zdaj nisem tega povedal. S sabo nosiš, kar se spakiraš. Ampak dovoljeno, tekmo je dovoljeno, da vse, kar najdeš na terenu, bodi si za kupiti, bodi si za pomoč najdeš, ali kaj lahko bereš, je dovoljeno vzeti. Tako da, itak, da ne moreš nositi s sabo niti vode, niti tekočine za 6 dni, za 1000 km, niti hrane. Tako da, iščeš, kje lahko na progi tudi kaj kupiš. In kot tako mesto, seveda, takoj greš iskat trgovino. V 2 trgovini sem našel, v Južni Afriki. 2 trgovini sem našla, iz 1000 km, in tistih 2 trgovine so se nekaj kupila z maja. Tako da zdaj njihova trgovina. Ko grem jaz kam kako avanturo, iščem sendviče, to je najlepša stvar. Recimo, ko smo bili na Hrvaškem na taki tekmi, smo je bila strašno super kupici kefir. To je bilo majke, kefir je tako na probi. Tukaj imajo pa zelje pa krompir, pa plastiko. Tukaj so neke čokoladice, tole so baterije, banane lahko kupiš, to je pa to. Dobro, prosto nimajo ljudje toliko denarja, da bi se nekaj take priboljške kupovali pri nas. Edino, kar sem našel na trgovini, je bil ena vrsta kruha, kot nek tost, ena vrsta šunke, pa ena vrsta petenega sira. To je bil edini material sendvič, ki sem je našel, to smo kupila in to sem pojedla, čeprav je bilo grozno. Tako da sem potem jedli kakšne čipse, pa nekaj najglasnih, ki sem jih našel, druge izglede ni dobro. V mestu, v razsebnih območjih so živeli v glavnem vse črnci, takole so izgledali, bili so seveda zelo zabavni, zelo zanimivi, navijali so. Zdaj, ko so šla v trgovino, sem jaz čuval kolesa, Maja šla pa kupovati, so se hitro nabrali otrok, pa spraševali, če imamo pač v njihovem jeziku, kako smo že govorili. So bili redni. Evo, še nekaj geologije, fascinantne zame, takole se pridružujemo v koncu teh 230 km kolesarja in potem prehod naprej na trekking. Še ena redka slik, ne, Maja, evo,
tule v cerkvi, to je zapuščena cerkev zadnji, je bila kontrola in se pakirala za naprej. Glede vode, vode je bilo kar veliko, kar je pač deževalo. Zdaj, odsvetovali so nam piti vodo iz kateregakoli potoka ali reke. In tista veslanje, v kateri se je večina, vsaka ekipa se je vse enkrat obrnila, malo zaplavala, tam je tudi malo popil malo tiste vode in veliko ekip, kar veliko članov, veliko ekip je razpadlo, ker je nekdo ekip bil žočni problem. Veliko. Tudi prva ekipa je bila švedska vojska reprezentanca, oni so zmagali, en od njihovih članov je bil hude probleme, ampak oni so natrenirani, da so si pomagali med sabo in tega človeka prevlekli čez progo, kljub temu, da je imel hude težave, ni mogel jesti, ni mogel piti, nič ne riskoval. Pa je pa vse na tiče česte, ker so pač ekstremisti. No, glede vode viri so pa taki. Tole je mlin na veter, lečejo vode iz podzemlja in jo shranjujejo kot je taki zbiralnik. In tega je vse veliko. Kmet ima pa tole območje nekoliko hektarov, potem postavil take zbiralnike in leče vodo isto površja in jo takole zliva noter, ko pa nekje zraven polutna, da potem živina lahko topije. Takih zbiralnikov je polno posod. Eni so novejši, eni so starejši, eni ne delajo, eni delajo že desetletja, skratka zelo malo, kaj to postavijo, zelo malo vzdrževanja. In seveda, ker ni vzdrževanja, potem imaš razno kvaliteto te vode. Tole je recimo luksusni zbiralnik, ta je fantastičen. Vidite, da je dejansko vidiš vodo, ker je tudi zdaj še kar sveža. In tule, če da točiš, je samo sparja mogoče za tega zbiralnika, a si pa reče vse in piše kar okej. No, v to vodo smo dali tabelo za dezinfekcijo, ali pa smo prefiltrirali skozi tak filter, flask se imenuje, in skozi tisti filter, ko poberajo vse mikroorganizme, patogene in podobno, potem lahko tudi mirno piješ. In iz tega naslova ni bilo težav, niče ni težav. Jaz sem imel pa še eno, skrivno orožje. Prešverčil sem iz Slovenije 3 flaške pravrice in sem tudi to potem uporabljal v takih trenutkih za dezinfekcijo. Dejansko je zelo učinkovito, pa tudi v tistih trenutkih gor na tistem hribu lahko povem, da če ste stari planinci tradicionalno nosili s sabo prisrčnico, pa z razlogom ste nosili. Meni je to, ko je res hudo, ko se treba pogreti, boljše energije kot čokolada. Boljše energije kot čokolada je požirek prigaljena. Evo, naslednji je tam bil trekking. Takoj za tranzicijo, ki bila tukaj zadaj, smo morali tole čez ene hribe. No in čez te hribe, ko smo se začeli, ko smo se uspeli z Majo, tole smo šla, tole smo bili s kolesi, ki nekje čez, tranzicija, morali tukaj gor, na drugi strani hriba potem gor pa dol, na drugi strani tukaj se bila po noči in ko se začela spuščati iz tega gredena dol, je bila pred mene taka ravnina, ki je všla, sonce je všlo in obsijalo to ravnino. In to je bil tak za mene tudi tak čudovit trenutek, ko ga želim da izvali. Tule sem se ravno tam spustila iz enega boja in tule pred mano je 40 km in potem moram čez te hribe priti, na oni strani je tranzicija. Jutro je in tja čez moram biti še danes. To je bilo fascinantno. Tam sem kar obstal. Wow. Pomišliš, pa si tam že za samo. Pa še to bo tam čez. Se počutiš čez dobro. In sva šla, vidite, z ravnina, ki je zdaj vse zelenelo, pa cvetelo zaradi tega dežja. Ko prideš bliže, je pa teren zelo različen. Evo, vidite, to je zdaj ta bolj kamnina puščava, ki zaradi dežja marsikaj zraste tudi zacveti. Tole je bolj peščena, taka pol puščava, savana, kaj bi to rekel. To je vse isto območje, to je vse isto ta ravnina, ko sem pokazal na slike. Polje kaktusov, mimo katerega je treba iti. Evo, eno grmove, s katero sem se prebijala, in tukaj čakal fotograf, da je na lepo slika najo, tako se tukaj prebijala in prideš ven, potem smo po nekaj poti naprej. No, ali pa taka neka polje belega peska, kot je ta pršla mimo pojmo, čez tako stvar rešen je res zanimivo. Kar je fascinantno, tudi to, koliko ekip smo tukaj srečala in prehitela. Mi, da so bila tukaj v dobri formi, dobro so se počeli.
počutila. Evo, če sem vam povedal, kako sem bil fasciniran, to že nekaj povem v mojem psihičnem stanju, ali slike ste videli, kako tečeva, no tole je slika ene druge ekipe. Tam smo srečali ekipe, ki so se vlekle, ekipe, ki so stale v senci čakali na pomoč, ki so za sončenice, ki so bili hidrirani, bilo je težko marsikomu. In eno, se ti sem tudi tako zaveš, ok, jaz se premikam in dobro se počutim, ampak on se pa ne, ampak zelo lahko bi bil pa obratno. Zelo lahko bi pa jaz tist, ki bi zdaj ne bi bil voda ali bi bil mago, ki bi on mene prihiteval. In kakor tekma traja, če smo na začetku, bi še bolj čutili neko konkurenco, pa smo komu učitali, da recimo ni cela ekipa šla na kontrolo, ampak sem eden, drugi so vidite na prepaljati, ali pa tudi nima obvezne opreme. Če smo se kaj učitali prvi, drugi dan, dlje kot tekma trajala, manj smo si kakaj izbadali, več je bilo sam čestitelja, pa veselje. Vidiš drugo ekipo, pa vidiš, da napredujejo. Še posebej, če ima 4 članske, spreda še ni razpadlo vsaka čast. Vsi smo si tukaj samo še čestitali, pa se bodili. Ker bilo je težko. In na koncu so prišli od tistih hribov, se moralo takole uspeti gor. Pole izgleda tale hribove, potem je poti pole čez, na drugi strani dol. Po takih potkah, ta spust je bil poboleč, to bilo pa za mnogi že res težko. Prosto bolela se po tem kamenu tukaj hoditi, vse tež nisem mogla več. In spodaj tudi nekje je tranzicija, ko smo se spustili dol, potem na tranzicijo. Ta smo vzeli kolesa in potem šli naprej, naslednje hribe s kolesi. Evo, ta tranzicija je že ena bolj proti koncu tekme in kot vidite je bistveno bolj asketska. Preprosto rado, če ste ono prvo sliko, ko je bilo veliko koles, veliki šotori, tam so bile vse ekipe naenkrat. Do tu se je pa tekma zelo razvekla. Tukaj so bili prvi en dan pred nama, zadnji pa 2 dni za nama, pa 3 dni za nama, če ne želi postopiti. Tako da tukaj so bile ekipe zelo razvekljene. Naenkrat je bilo na tej točki, na tranziciji, samo par ekip. Tako da je bilo se lahko v bistvu manjše. Tam je bila barakica, kjer so bil karte, nekaj sendviči so tam sestavljali, tukaj so nekaj kuhali, to si lahko kupil, pojedel in pač šel naprej, pokrepčal si se, kakorkoli si prav, avtomobilji so šile teniske. Noge so trpele, kot sem omenil, narediti si moral, kar si moral. Taktika je, da noge še smažiš z vazelino, to ojača kožo. Moje noge so super. Jaz sem preživel, jaz sem očitno odporna, zaradi sem mojih orientacijskih podvigov, ko sem v norveških močveri laufal in podobno. Normalno so malo bolj trpele, ona je morala tudi na vsake poziciji bil tudi zdravnik, ki je potem pomagal recimo sterilizirati žulje in podobno, ona je rada njegovo pomoč. So imeli pa ljudje težave pole na tranziciji. Zdaj pa vidite, kako recimo tule se ljudje pakirajo. Tranzicija je točna tudi za počitek in najlepše je spati tu. To pa zato, ker te tu v škatlah, ki čakajo spalne vreče, da ne treba samo nositi. Tako da vedno, če se je le dalo, smo se organizirali tako, da smo spali tu, kjer so bili vreče, pa nekaj slabo legih postreglo. Drugače pa spiš in tako je, recimo, to je luksuzno spanje na sami tranziciji. Pač, potegneš opremo, ki imaš, če zarečiš noter in spiš to, kar se ti zdi. Drugače pa spiš, kjer lahko. Tule je nekdo spal v skladišču na trgovine. Je zaspal, kar se deza, da vidite, da se je vlegel v astrofolijo. Če ti mu reče, right there, nekaj takega. Spravi, spalna vreča, ki je videlo kot astrofolijo, to zviješ je tukaj kako moja pest, cela spalna vreča. To je, se pravi, je zasilno, kot nek razsledljival zasilno. Spi se takole v cesti, tudi po tistih 100 nogah, ko sem jih prej omenjal. Ali pa takole, evo, nisem verjel, da to možno, ampak povem, tam, peti dan, ko kolesariš, si je že zmatran, sva se z Majo sam spogledala, pauza, pokimala, sem spustil kolo še ni na tla padal, ko sem si že v legu, pol sekunde sem zaspal. Malo mislim, da je možno nek čip in moje glave, da se nekaj dogajalo, ni tako notlo. Po 15 minutah, ko smo se zadala, 15 minut je tam za pol ne, to so razvili, pol ne, te dvigne možgane, 15 minutah sem se zbudil, brez ure, sem vstal, zbudil Majo, sem šel naprej. Telo se je prilagodilo polnostno. Pa tudi to je možno, dejansko tako zaspiš brez pomeni. No, evo, prej so se malo daljši učitek, so si sezuj teniske, takrat ne sezuvaš, samo leče se posluš. Evo, kolesali smo naprej, čez hribe.
Potredilni kolesa ni povsod šlo. Gor je bilo lepo, vidite, polje tukaj ograjene, tukaj so ograje, do sredi doline so take ograje. Kole je zagledalo v tem akadam, tukaj voziti. Ne voziš hitro, ne možeš voziti hitro. Da se je ljudi zanimivo, da vidite, koliko kart imamo. Zložen, vidite, koliko listov papirja imamo. To so vse karte za jih imeli za neko dolgo razdalje. Evo, tako je bilo čisto prostranstvo se voziti in gledati. Močvirje, evo, tisti hribi, nekaj potok, gledaš pa, da se glavno, ko se moraš glavno boriti, kar naenkrat. No in počasi pa prihajaš vse bliže ven, te hribove, še naprej občuduješ, take lepote, te geologije. Tudi prav vidiš. Se bori z rekami, tudi čez reke smo takole morali nositi kolesa pa nekod, kjer je bilo treba. Evo takole izgleda prečkanje reke brez mostu, to je tipično prečkanje, to je bilo najpogosteje na cestah. In tako smo začeli prihajali, se približevali nazaj civilizaciji. Spravi, vsi tih hribov tam zadnji, smo prišli ven in to je zdaj pa obmorski pas, v morju, ki najbolj razvit, vidite tudi nekaj vetrnice, tukaj so rezali polja in po teh cestah smo se zdaj pripeljali proti zadnji tranziciji, tole je eno obmorsko mestece. Sam sem prišla zvečer, tukaj se spala še 2 uri in potem šla na zadnji trekking, ki je bil tudi po obalnem pasu do 35 km do cilja. Zdaj ta trekking zadnji je bil spet nekaj novega, spet čist drugačen izziv, drugačen teren, obalne skale, v zadnji bo potem peščeni stepine, s katerih je rasla pod neko grmovje, tako kot rušilo bi rekel, podobno. In ker vrata tudi noč, na tej obali, to je bilo pa res slaba talka, ne nekakšen na nisem tereni, smo imeli kaj težave, se znajti in najti vse prehode, vse poti in vse kontrole. Imeli smo to srečo, da smo bilo pred nama, že pred nama je bilo 25 ekip in oni so nekaj shodili po teh stepinah, edini izziv je bil najti pravo sled. Zdaj, da si sledi tistemu poveka, da ne pa ti se sledi, kot gre pač narobe. Koliko smo se pribijali v tem morskem pasu, vse bližje cilju. In zdaj tu, ko se približujemo cilju, moram priznati, da smo kar mešani občutki. To je bil zdaj 6. dan. In 6 dni takega fokusa, samo iti naprej, ne glede na vse, iti naprej. In se približuješ temu cilju, takega občutka še življenju nisem imel. Tako sem se učil, pa da diploma, vse naprej je nekaj. Ko greš na vrh hriba, pa greš dol, veš, da je naprej dom, pa pot pa nekaj. Tukaj pa jaz sem se približeval cilju in vam povem, da nisem vedel, kaj bo potem. Tak resno občutek je bil, da dejansko nisem odlo proga zakončati. Dejansko, jaz bi raj, da je še tako naprej, ker to obvladam, to vem. Tisto, kaj mi čaka za ciljem, pa sploh ne vem, kaj bo. Pa sem pogrešil ženo, pa sem pogrešil otroke, pa sem mislil na njih na progi, pa sem vedel, da nekaj čakajo. Vse to sem je vladil. Ampak, kako bo to zgledalo, kam potem, je pa nekaj postalo tudi. Tako da je kar malo bil šok iti v cilj, olajšanje sicer tudi, ampak tak, kjer sem počutil se odlično, malo težav, čustveno zelo oba, čist pav, ne se dobito na obražu. In bilo je lepo je spet cilj, bilo je lepo slaviti, bilo je lepo dobiti čestitke, Maja je dobila lučka od Tomislava, jaz sem lučka od Marjana, Tomislav do Marjana sta potem, ko sta tam odstopila, potem sem morala, kakor sta vedno je znala, prebiti do cilja, štopala sta, žicala sta prevozila do organizatorji, to je bilo veliko novinarjev, torej so tudi razne novinarske ekipe vozile, da sta trajalo ima, mislim, da 2 dni, da sta prišla od tam, kjer sta odstopila, do samega cilja. In na koncu potem organizator takoj pelje na mizo, ki ti je pripravil, da ti da takoj okrepčilo, evo, hamburger, pivo, kokoli, vse, kaj želiš, da prideš čim prej k sebi. Naslednji dan, koliko bo že več po cilju, ne čez 2 dni, prvi dan razglasitev, medalje so dali 4,
vsaki ekipi so dali 4 medalje, tudi če niso si člani končali, ker je to pač priznanje. Ker vsak je prišel čez probo, pa se sploh že lotil tega, je vreden, zaslužen priznanje. No, ampak to mislim, da malo niste potem vode. Zato je še moja našima vsak to 2 medalje. In to je zdaj proga. Na koncu potem, zdaj glede same opreme, to je svet GPS-a, Maja nosta GPS uro, ki jo moraš pred štartom pokazati organizatorju, da si vklopil v Adventure Race Mode za to ime. Da ti ure ne možeš uporabljati, ne možeš biti zemljevide gor, ne možeš gledati, kje je sever, nič ne možeš gledati. Ura samo snema tvojo pot, zaradi tega, da v cilju lahko si posnameš dol kakšen šov. In tako imamo zdaj svet in vemo, koliko kilometrov smo naredili. Pardon, to ni njena svet, to je nekaj španska, pardon, njena druga svet. To sem našel na spletu. Mi smo bili 993 km, vem, ker je bila Maja jezna dana, zakaj nisem se še 10 km podaljšal, da je do 1000 program. No, vse ekipe so naredile med 980 in 1020 km. Tu nekje so vse ekipe gibljajo. Eni so imeli več, drugi imeli manj. Recimo, če je došel tjale v neko mesto, da je lahko nočil, pa šel izdan poti, pa je tam toliko skal v kmetijo, pa naredil 5 km več in podobno. Načelno smo pa vsi šli po isti trasi. Malo kdo šel pri drugje. Tako da je organizirano, da smo vsi sedeli isti poti, pri temu, da smo se naredili. No in glede razvrstitve potem takole, torej da se znam vseh ekip. Z Majo so tule 26, pri čemer zdaj pač statistika taka, da počasi so 26, ampak naša ekipa je razpadla. Pred nama so vse ekipe, ki so prišle v cilj cele. Oni si zaslužijo več priznanja, kot mi, ki smo razpadli, razumeli. Potem mi smo spustili 2 kontroli, torej so pred nama vse ekipe, ki so pobrali vse kontrole, in pa seveda so pred nama vse ekipe, ki so bile hitrejše. Tako da so skupni razvrstitvi so na 90. mesto dejansko. Statistika je taka, no, da so 14 sva in 6 ekip, ki je bilo boljši kot naju, je prišel cilj brez ženske. To je podatek. 293 km, 26 ura, 16 ur smo spala, v prečju uro po pol do 2 uri do noč, plus nekaj, ki je powernapov, pa enkrat sem spal odhojo, kot sem uvedel. In pa, evo, vse ekipe, ki so pa več kontrolni, so cele prišli so predali. Tako je gleda karta, in tule se slabo vidi, no, vidite tule, da so izotične na karti, tule se manj se tu vidi. To je ključni podatek. Te poti, tole konkretno, recimo, to je bila tranzicija po prvem kolesu, to je 3. etapa in to smo se dobre na džungla, ko smo nakazali slikati. Da smo plezali pot po pot, ta pot je obstajala, tule je še bila, pa je pa zbina, pa je pa ni bilo več. Tale cesta je obstajala, te poti ni bilo. Tole smo itak morali slediti po toku, to smo tukaj ga vzaj, pa je bil kamioning, vse da divje, te poti ni bilo in tako naprej. Pravi, poti so ali pa niso, treba se pač poznajti z tega, na kaj imaš. No in še en flyby, se pravi prelet z aviona, z malini probe, da imate dimenzijo. Evo, po štartu, to je tista prva puščava, ko sem jo omenjal, čez katero smo morali iti takole po diagonali, potem v morju iti. Prvo plavanje čez reko, drugo plavanje čez reko, rdeče reko lov. 180 km kolesa, čez hribe, ki so hribi, to je ravnina, to je vse ravnina, spet hribi in na koncu ravnina do tranzicije, in pol gor do hribe. Tule je bil spust po vrbi, to je bolj video, kot vidite. Tule je bil tale del, kjer je nas, smo se grebeno, kjer smo imeli težave, smo se potem spustili dolič takole čez do tranzicije po cestah, čez stare polja, modre postanje. Tist 3 km, ki ni bilo 3 km, do kolesa, in potem kolo naprej, 230 km. Čez hribe, ravnina, ravno, en spektakularni spust, to je bil spust 10 km. Čista ravnina, hribi, spet ravnina. Sada pomeni naša ravnina hribi in tranzicija. Te pa zeleno je bil najen trening, čez prve hribe, in ko ste prišli tule dol, je bila
pred nama teh 40 km tiste ravnine, ko sem jo fascinirala. Potem drugi vplivi do tranzicije, ki je bilo kolo. In potem pa najbolj gorska etapa s kolesom, ta je najbolj zahtevna, čez res težek teren, se bo treba prebiti do obale. To je tisto obalni pas do tranzicije. No, ta je rumena črta, to je pa skrajšena varianta. Kdor je odstopil, je moral pa namesto vsega tega in pa s kolesom tole varianta. Ni imel in si prehranil posle 70 km. In na koncu potem še 35 km potem obalnem pasu. Skozi tisto rušenje, da tako imenujem, v cilj. Evo, to je to. Prosim, vprašajte, če se kaj pozavljate, če kaj nejasno. Mobitelov ni dovoljeno uporabljati. Se pravi, nobenih tehničnih pripomočkov na progi niso dovoljeni. Sabo imaš samo en mobitel, ki je hermetično zaprt, za primer težave, da lahko ga odpreš in pokličeš, pri čemer je večina območja ni bilo signala, tako da so nam dali tudi en tak oddajnik, ki je bil bolj sostipka, če bi se biti popritisnili, bi prišli po nas s helikopterjem, bili pa diskvalificirani. Toliko od tehnike, to je vse, kar smo imeli samo. Vsem vem pa nekateri ne pa samo tam GoPro kamere, recimo ponosne čeladi, in od tod potem te slike s terena. Te ekipe so potem nekaj slikale in tako imam zdaj slike vam za predstavljati.